Ptički čivkajo, sonce bo, sicer je še kar zgodaj, ampak evo, jaz sem jih oprav pa posušil cune, ker sem včeraj avto oprav. Ampak v glavnem tale video gre pa bolj za tale simulator tukaj za mano. Zdaj, če ste že videli na TikToku ali pa na Instagramu, mi je pred kratkim odpovedal volan oziroma pač nekaj je šlo narobe, da se ne prižge več nazaj. In po kar nekaj vaših predlogih sem naredil kar dobro raziskavo in še glas mi skače. In danes je v bistvu ta dan, ko gremo pobrati nov setup. Domen popoldne prinese tudi računalnik, tako da mi bo pomagal vse skupaj vzpostaviti. Zdaj pa tole pospravim, pa gremo v avto in iskati nove stvari. Pa roko na srce, jaz mislim, da tole ni čisto mrtvo za zmeri. Jaz mislim, da bo tudi Domen z lahkoto ugotovil, kaj je problem in pač popravil zadevo. Ampak jaz ne bi bil jaz, če ne bi v tej priložnosti izkoristil pač zadeve tako, da si posodobim stvari, da grem na boljš. Deloma je tudi Domen sam za to kriv, zato ker mi je dal zadnjič zaprobati svoj ta nov setup in pač sej tudi tale ni slab, ampak napram tistmu je pa kar orank razlika, tako da še vse ne planiram, da bom ogromne ure preživel na simulatorju, ampak pač, če je opcija, gremo probati kaj boljšega. Zdaj pa res, en cold start, pa gremo. Kole, obvezno. L-mode, park senzorje bomo malo sklopili. Lahko povem, da tale sonce, ki se je zjutraj kazal, ga je zdaj lepo zakrila megla, tako da ni še idile. Nujem postanek zjutraj, da nimam sam jaz zajtrka. Evo, stvari smo prevzeli, zadaj v prtljažniku, vse je lepo zložen, tako kot mora biti. Zdaj pa sam upam, da ne bo preveč gužve do doma, pa sam še počakamo domna, da prinese računalnik in da se lotva. In smo doma. Zdaj pa da vidimo. Evo jih lepotce. Ful veliko predlogov sem dobil za tale Moza Racing ekosistem in na koncu v bistvu sem se na podlagi tega, kar sem videl, tega, kar so povedali ostali, odločil za tole. Zdaj pa počakamo, da pride Domen z računalnikom, pol ta star simulator zmontirava tole gor, pol si bomo pa malo bliže pogledali, pa vse skupaj nastavili. Pa mogoče tudi že danes odvozili kakšen testen krog. Se mora pa lotiti tole dal pobrati, da pa pol noge damo gor. Tako, pa kar drži. Tako da je v redu, lih tako ga drži, super je. Super si tako, samo drži ga, prosim. Prav? Ok. Kule. Ja še drži, še drži. Super, hvala. Ok? Bravo. Še drugega? Isto, v isto smer. Ja, boš rekel bravo. Bom se zvedel. Bravo, ima, evo, spoda ti je. Izvoli. Hvala. Domen je prišel, Domen je že prinesel računalnik, tamle je zdaj nared, ima je šla malo varstvo, tako da bova lahko v bistvu zdaj se posvetila temu, pa da me nauči uporabljati PC. Vse vem, kdo se bo smejal, ampak jaz že zadnjih 15 let po moje uporabljam Macov sistem in mi je to že toliko tuje, čeprav smo kot otroci ful igrc preigrali, ampak me čaka zdaj malo privajanja. Ampak evo, zdaj Domen še ureja ene stvari, Assetto sva že kupila, ampak v glavnem, evo. To je to, Ferrari barve, to je vse, kar je važno, ne? Tole je moj PC build, tle je voda, pridejo ribice pa noter. V glavnem 3800X pa 1060, 6 GB za začetek v redu. Ne vem, kaj je to. Sej verjetno se bo kdo smejal, ampak ja, v glavnem. Drugače pa jaz sem se tlele že počasi lotil tele stvari odpirati. Takole seksi izgledajo stopalke, tole je baza.
In že takoj sem naletel na en problem, ker na tale del ne bi prišel tale plate, ampak zraven ni enega vijaka, ki bi šel v to luknjo majhno. Gre tukaj skozi, ampak tukaj no freaking way. Domen zdaj tale pacienta razstavlja. Ja, po mojem bo rabila ene ključe, ker tole našlo brez. Tole, a bo to še ven vzela, ne? Ja. Na stock moč, stock power. Kaj sem imel 3 sive? Kaj je bilo to? Ja, ti si študiral, tele navodila. Ne, za tabo imaš. Hvala za sabo. Tri črne prisile so delal. Mislim, 4, ne? 4 rune. Wow. Ko je noro, no. Ajde, što? Kdo bo rekel? Kaj pa je zdaj, kaj? Piše. Ja, ampak, aha, break, Load cell. load cell. Ja, sem imaš vse naznačen. Narejenje za... Zame, kar povej. Narejenje zame. A se kaj alajna? Ja, pa se na zadnje si izvrha. Mislim tako, da daš po konc. morajo lukne vasinkata, ne? Lukne, prosim, enkrat. Same modifikacije. Ja, sem približno. Ja, skoraj. Malo bolj k tebi. Tako. Spel nama je zmontirati tole, zdaj pa še tole. In še tole en USB kabel, ki gre pa verjetno. Ne vem, če bo sploh rabo, veš. Ne? Ja, kot tisto zna biti, če je samo volan brez drugih. Štekam. Zakaj gre vse prek enih delov počakati, mogoče bo delal vse prek enih. Ker tam ima prav bil pač ta connection, ne? Razumem. Cable mod oziroma cable management boš pa ti enkrat sam naredil lepši. Ja, še danes, verjetno. Jaz ti predlagam kup vezic. Ja, will do. Evo, bi pa še final piece of the puzzle. Okay. Da vidimo, kaj je volan. Je pa to v bistvu bil najcenejši volan od vseh. Pinceta. O, moj bog, Domen. Nalepke je treba s pinceto namestiti. Si hoš, ne? To pa ni že delala. Evo, tudi ton. Spel nam je, nisem posnel med tem, kaj nam je uspel, ampak okej. Ne moral sam še pogruntati, kako se to pokonuje. Ja, očitno ima wheelbase še kakšen power-on button. Maja zadaj. Dobre, je že. Lučke! Pusti zdaj, kaj zdaj bo začel po moje tepst. Jaz mislim, da bi mogel biti po moje vse en. Tale s kablom, ja. Možno. Ok, midva sva zdaj naredila osnovne stvari. Zdaj pa Domen že začel komplicirati in že nalaga svoje čarovnije gor. Pač jaz priznam, jaz o tem nimam pojma. In mislim, da bomo delali še en video, ki bo Domen malo več razložil o tem, ker če ne bo današnji video čist predolg. Ja, ampak jaz ti predlagam, da si zdaj naštimaš osnovne stvari in greš en krog, da mi poveš, kako je. Drugač pa jaz bom zdaj še malo garažo pospravil in isto malo opazoval Domna, kaj dela, pa da mi sploh pol pokaže, kako zagnati igrco, ker ni tako simpel, kot si on to zamislil. Simulacije, lepo prvo. No, simulacijo, ja. Se bom mogel kar nekaj stvari naučiti, pa si pa malo pobliže pogledamo še, da vam malo razložim, zakaj pa kaj sem sploh izbral. Ok, malo cable managementa me še čaka, ampak evo, takole izgleda final setup, zdaj pa ta prav test Domna, da vidimo. Da si tako malo pod pritiskom, a ne? Ja, ne, zdaj kaj me snimaš. Ja. Pa še mnogo sem čudil na vrem za pozicioniral. No, vredo. Ampak, če rečem, da je Domen profi, je Domen kar profi v tem. Nisem tak, no. Ampak je. No, opa, vidiš, ko stran gledam. Treba je še malo force feedback, če štimati prave zadeve, ampak po moje boš to ti na svoje osebne preference naredil za začetek je. Super.
Naslednji dan Domen je šel domov, jaz sem pospravil garažo, opravil Hyundaija, zdaj si bomo pa malo pobliže pogledali, za katere stvari sem se potem odločil. Če začnemo kar na začetku, baza, srce vsega je tale Moza Racing R12 version 2, se pravi direct drive ima, se pravi ni več na jermenu, tako kot je bil prejšen, ampak direktno na motorju. 12 Nm, kaj več pa tudi ne vem sam povedati. Zaenkrat po parih kilometrih je feeling čudovit, tako da upam, da bo sam še boljši. Tole so CRP2 pedala, se pravi odločil sem se trenutno samo za 2 pedali, za gas pa bremzo, sklopko bom mogoče dodal kasneje, ker dodam tudi menjalnik. So pa te tiste, ki se da v bistvu nastavljati tudi trdoto z raznimi vložki, tako kot ste videli. In pa KS volan, to je pa v bistvu najbolj osnoven volan od Moze. Meni se je zdel čisto dovolj za enkrat, seveda bomo kasneje lahko tudi dodali kakšnega drugega, ampak glede na to, da mi najbolj sede oziroma najbolj uživam za enkrat v teh GT klas avtomobilih, je tale volan po moje lihta prav. Zdaj si ga moramo pa še od tukaj pogledati, a ne? Zdaj, na tele gumbke pridejo še nalepke, to bom zaupal Neži, ker jaz nisem toliko natančen, da bi sam to delal. Da se potem tudi sprogramirati različne barve za vsak gumb posebej, tako da si pač tudi v perifernem vidu lažje zapomniš, kaj je. Takole izgledajo potem tudi stopalke. Zaenkrat imam nastavljene tako na tovarniško, tako ko so prišle, bom pa kasneje verjetno dodal še malo več upora, tako da bo malo drugače. Je pa tle, kakor vem, tudi opcija za bremzo dokupiti, pol tudi tisti del, ki ga naredi aktivnega, se pravi, da se prilagaja. Pa kar me obvezno še čaka, malo cable managementa. Tudi računalnik je zdaj tukaj, se pravi, nimamo več PlayStationa. Še enkrat velik hvala Domnu. On je en dan prej na polno razstavil cel setup, na novo sestavil, vse spucal, dodal še par stvari, tako da je zdaj ready to go. In zaenkrat moram reči, da super dela, jaz se moram še malo navaditi na PC-ja nazaj, ampak evo, zdaj pa ne ostane drugega, kakor da gremo malo voziti. Mi pa se vidimo naslednjem. Čau!